Danes se pogovarjam z nadangelom Natanjelom, ki je ognjeni angel. To, da boste majčkeno vedeli, s kom sploh imate opravka. Okay? Nadangel Natanjel je specifičen, tudi če bi ga šli vi zdajle pogooglati, to pomeni, če šli na internet pa vpisali noter Archangel Natanjel, boste ugotovili, da je tako zelo specifičen. Vedno se ga tudi v neki močni figuri prikazuje, to pomeni, da vedno ga vidimo kot nekega ognjenega angela, vedno neko močna podoba pa tako naprej. Kar se mogoče pa malo manj za nadangela Natanjela, razen tega, da je angel, ki absolutno lahko odstrani vse, kar je sivo, težko, temno, lepljivo, kakorkoli že, okej. Kar se pa mogoče malo manj ve za njega, se ne, mislim, če ga kdorkoli pokliče, seveda, da se odzove, ampak da greš ti v recimo neko ful daljše popotovanje, kakor vi danes z njim, okej, moraš biti zbran. Pa ne mislim priseben in zbran, okej, sfokusiran, ne mislim to, ampak pomeni, da se on odloči. Če ste vi danes končali na tej meditaciji, je to definitivno zaradi tega, ker ste pripravljeni na njegovo energijo in ker ste nekje na podzavestnem nivoju rekli, da imate nekih stvari dost in da bi radi zaživeli drugače. Je res. To mi lahko potrdite in lahko napišete, da se strinjate. To pomeni, da res hočete neke stvari spustiti in da hočete, da se stvari začnejo obračati na boljše ali pa da se začnejo do vas drugače obnašati in tako dalje. Ampak to je nekaj o nadangelu Natanjelu. Kaj sem pa jaz njega vprašala, je pa bilo, rekla sem mu: Natanjel, kako jaz lahko zdaj ljudem, ko bo kolektiva spet bo začela padati v negativo. Lej, Slovenci skozi na eni niste finte padajo, ampak se ne vem več, kaj ne rečem, ampak razumeš, skozi je, razumeš, pri nas je kolektivno zelo tako gor pa dol, tako res je zanimivo, ne. In vprašam jaz nadangela Natanjela ful zanimivo vprašanje in mu rečem, kako lahko ljudem zdaj pomagam. Pazi, to je bilo vprašanje, kako lahko zdaj ljudem pomagam, bolj pravilno slovensko, ne? Kako jim lahko zdaj pomagam, a veš? In on me reče nazaj, poslušaj to, ful dobro poslušajte, ker zdaj vam odpiram zavedanje, da bo ful na široko odprto v meditaciji. On me reče: ne, ti moraš mene vprašati, kako pomagati ljudem iz prihodnosti. Stop, pazi, zdaj si zapomnim to. Kako pomagati ljudem iz prihodnosti? In jaz, a se kdaj počuti, ko vam kakšen angel kaj reče? In jaz, bi mogli mojo faco videti. Kva? Jaz sem včasih tako, jaz sem tudi človek, a veš? Jaz sem včasih, moram zaustaviti, pa ga bolj vprašati, kaj je zdaj mislil s tem. Ti moraš pomagati ljudem iz prihodnosti. In jaz, razen če mi ne bo kdo za božička glih časovnega stroja prinesel, bi mogoče rabila podnapise. In mi nadangel Natanjel pove ful zanimivo stvar, to sem ful hotela, da slišite. Reče on meni pol naprej: a veš, to je težava, a ne? Težava je, da je vse naravnano na zdaj. Ljudje ne vejo, kaj bo zdaj. Ljudje so začeli v času, pač saj vemo, kaj se dogaja in korona in bla bla bla, ne, so začeli dobesedno energijsko živeti z danes na jutr. In to je ratal ful velik problem. In rekel, ljudje iz prihodnosti, to pomeni, to smo mi čez pol leta, bojo, vi ne, ker ste danes, hvala Bogu, končali tukaj, da vam to povem, bojo imeli težave. Zaradi tega, ker ne bojo na manifestacijski točki, kjer bi kot duša mogli biti, če bi gledali in izmerili njihov potencial. Tako da preveč je trenutno se vse osredotočali na, pa me začel naštevati, moramo zdržati, samo da mine, upamo, da bo čez 2 meseca boljš. In prav da se je isto dogajalo ob solsticiju junija, ker so vsi živeli sam da pridem na dopust, sam da pridem do morja, sam da si malo spočijem. So ljudje prišli na dopust, so imeli svoj dopust, to super fino, fajn. In zdaj kaj je, mesec oktober in efekt vseh teh dopustov in vse je šel. Ljudje so spet utrujeni, ljudje so spet pod stresom, spet se ni nič naredili in spet se živi za nek cikel, ki bo, sam da smo zdaj boljši, sam da si danes pomagamo, sam da se zdaj malo razbremenim. In je rekel, da v bistvu
ta hrčkasta manifestacija, ki se je začela, ne, to pomeni samo, da zdržimo, samo da nekako pridemo čez to, traja v bistvu že od marca leta 2020. Ker takrat so vsi rekli, samo en mesec ali pa 2 meseca zdržimo, da bo konec kolektivne situacije. Ampak, dragi ljudje, mi bomo kmalu leta 2022, pa smo še kar na isti točki. Kako je to možno? Nekaj se kolektivno dela zelo narobe. Zadeve bi se mogle itak že po nekem naravnem ciklu izboljšati, je pa slabš. In je rekel nadangel Natanijel, da je absolutno treba ta zaciklen hrčka manifestacijski krog, to bomo danes to delali, da je treba to požgati. Da je treba v ljudeh požgati to, sam zdržati moramo, ali pa sam današnji dan moram dati čez, pa jutrišnji dan moram čez. A razumeš? Da rabimo nazaj imeti ljudi, ki so vizionarji, ljudje, ki bojo načrtovali stvari 1 let pa 2 vnaprej. Ker če se pogovarjaš zdaj z ljudmi, vsi rečejo, mi se nič ne upamo planirati, ker ne vemo, kako bo. Manifestacijsko gledano to pomeni kaj? Recimo primer, da se marca 2022 konča s korono. Če ti posamezniki pridejo do marca 2022, to pomeni, da če zdaj nič ne delajo na svojih manifestacijskih točkah, potencialu, življenjskem poslanstvu in vse skupaj mine, so oni 100 korakov nazaj in iz une točke bojo manifestacijo mogli začeti, da jo nikoli prej niso delali ali pa meditirali. A si predstavljaš to? Zaradi tega, ker ni čas, da se tam gradi, ko vse skupaj mine. To je isto, kot če greš na dopust, pa ful zboliš. A veš, ti moraš za svoje zdravje prej skrbeti, ne pa čakati, da priješ na dopust, pa skrbeti za svoje zdravje. Ker dostikrat se ljudem pol zgodi, da pridajo, to ista stvar, na dopust pa pol tam zbolijo, ker prej niso skrbeli za svoje zdravje. No, to je pa manifestacijsko zdravje. In prav me je nadangel Natanijel, to so te ljudje iz prihodnosti, daj ljudem povej, da se morajo vrniti na manifestacijske točke, ki jih bojo mogli graditi zdaj. Je rekel pa, da razume, da je ful težko, ker je veliko kolektivne jeze v zraku, veliko nekega ogorčanja, veliko socialnega omrežja pa neke negative. In ta bazen, ki je neke sivine nad Slovenijo, je zelo težek. Pa vendarle, dokler obstajajo take družine in dokler obstane, kakor smo mi, take skupine, se da delati. Je treba delati bolj odločno in resno. In prav on meni naprej. Ljudi upozor na naslednje stvari. Zdaj poslušajte. Ena, ko se jim zdi, da ne morajo meditirati, rekel je, da vas je ful veliko radi meditirate, pa imate radi angele, ampak da ful ste velikrat v tem obdobju rekli, joj, ne zberem volje ali pa ne zberem moči za meditirati. Tukaj ti manifestacija pada. Tam ti je borba za preživetje, moraš najti nekaj, da prebijaš to čez, moraš najti vzvod. Tudi če bi se rajš joku, ko meditiral, ti nadangel Natanijel preseže, da če se takrat vrneš meditacijo pa delo na sebi, da boš pol ful boljš. Samo ključen trenutek, ko se ti zdi, da ne moreš zdržati, moraš da čez. Vrniti si morate sanje, vrniti si morate vizije, vrniti si morate organizirano načrtovanje. Ne sem čakati, da neke stvari minejo. Bomo danes to delali. Pa sem ga vprašala, kako. Jaz sem zelo sistematik v glavi. To se vse sliši super, ok, zdaj mi pa povej, kako. Rada bi konkretne nasvete. No, v eni točki mi je rekel, da glede na to, kaj bomo dosegli v meditaciji, nam bo na koncu preko kart povedal. Ampak je dal par napotkov. In sicer, dobro, itak, da je meditirati treba, a ne, povedal mi je, kako bo šlo vse skupaj naprej. Torej, zdaj je karmična polna luna, danes, to veste, cel mesec oktober je mesec karme, ki potem v enem trenutku zelo vse skupaj preseka, pa vam bom pa povedala, kako vse skupaj preseka, ok? Torej, danes karmična polna luna, čiščenje, odstraniti svoje energije, vse, zaradi česar ti ne moreš tega trnka na manifestacijo vršiti, ok? Teža, kolektiva, strahovi, dvomi, obremenjena aura, energijske luknje, to bomo vse mi poštimali.
dobili ste tudi obred, Natanjelov obred, katerega je bilo dobro, da vsaj nekje do nedelje naredite. Vsaj čez vikend nekje ga naredite. Ful dober obred. Del tega obreda na tak način bomo mi not v meditaciji naredili, potem boste pa vi s tem obredom zaključili potem to še fizično. Razumeš? Mi ga imamo energijsko, pa ga boste vi še fizično in to bi mogla biti bombica. In zdaj, ko se torej današnja karmična polna luna sproži ful veliko čiščenje, tako da delate na čiščenju. Vse do 31.10. je vse na princip čiščenja. Pucanje, paziti energijske luknje, aure, pucanje energije, ne. Imaš tudi pri Mihajlu 25.10., ko bo Rafaelova energija na praznik Nadangela Rafaela ful močno prisotna na planetu. Vsi oni, ki ste res izmučeni, imaš pri Mihajlu v ponedeljek meditacijo, pa greš lahko tja, je tudi spletna, ne. Okej, potem bo pa nekako, potem bojo pa zadeve torej med 20. in pa 30., torej zdaj 10 dni, bojo šle v to čistilno akcijo. 10 dni, okej. Pol pa, pazi, kaj se bo pa dogajalo naprej. To pa jaz tudi vem, jaz sem članica Mednarodnega združenja belih magov, zato ti lahko povem iz prve roke, kaj so se pa magi po celem svetu pol odločili. Potem so se pa magi, zaradi tega, ker te stvari poznajo, odločili, da bojo 30., 31. in 1. novembra bojo odpirali manifestacijske točke, zaradi tega, ker magi imajo ful radi manifestiranje. In 31.10., ko velja pravilo, da se vsi magi po celem svetu, pozitivni seveda, bela magija, povezujejo med sabo, so se tokrat odločili, da bojo vračali ful energijo želja, sanj, a razumeš? Mi rabimo nazaj ljudi, ki se imajo česa za veseliti. In oni bojo delali zlate obrede, zlate manifestacije. To bo noro. Tudi mi se bomo 31. imamo meditacijo prav na to priključevali. Ampak, razumeš, zdaj se moraš ti pač spucati do une točke, pa od 31.10. se bo pa še Mihael delal 11. vrata manifestiranje, se ful posveti temu, čim manj stika s to frustracijo, ker pa se bo zbudila. To vam iz prve roke povem, ker vidim energijsko, kaj se dogaja. Marsikaj bo šlo kolektivno navzdol, kar pomeni v redu. Pač en del kolektive bo šel ful v negativo, spet bojo padali pod vpliv sistema, ampak del kolektive pa še vsem se lahko iz tega, to smo mi, se lahko izvzame. Zakaj ne? Se lahko izvzameš in če imaš dosti ljudi, ki delajo na manifestiranju, ja pa, zakaj pa ne bi mi to mogli narediti? Ampak, razumeš, ta kolektivni bazenček, ki ga mi ustvarjamo, zdaj, da bi se mi lahko ful združevali tukaj, pa ful delali healinge narave pa tako naprej, jaz mislim, da trenutno niti narava tega ne rabi. Jaz sem dobila navodilo, da mora vsak posameznik svojo moč zgraditi nazaj in to najlažje narediš, kot da se ti vrneš v svoje želje, v svoje sanje, ki si jih zdaj kar pustil na stran samo zaradi tega, da zdržimo neko situacijo. Okay? Tako da dajte definitivno delati na tem. Kratka, ampak a se strinjate, da ljudi ne slišite več govor, ja, veš kaj, bomo pa drug let to delali, pa bo to, a ne, koliko je to iz pogovorov izginalo. No, pazi to, še to mi je rekel Nadangel Natanjel, skoraj sem pozabila, pogovori, a ne, manifestacijski pogovori. Danes vam ful še nekega znanja dajem. Le kako tečejo manifestacijski pogovori. Vse se vrti okrog korone. Kaj korona, kaj vlada, kaj protesti, nima nič proti protestom. Čisto spodbujam ljudi, naj povejo svojo resnico in tako naprej. Ampak, a štekaš, vse se vrti okrog tega. Zdaj si pa predstavljaj, da to še vse je težka energija in je polna gneva in je polna strahu. Zdaj si predstavljaj, da se ljudje kamorkoli grejo frizerju, se pogovarjajo o tem, grejo kozmetičarki, se pogovarjajo o tem, vsi se pogovarjajo o tem. Zdaj si pa predstavljaj, da se o tem pogovarjajo že 1 leto pa pol. Kaj ti misliš, kaj se dela v kolektivnem bazenu in tudi, ko bo enkrat fizične senzacije, virusi, karkoli že so, izvenelo, kaj misliš, kaj se bo zgodilo z energijo tega, da se je
toliko temu dajali pozornosti, da se je toliko temu dajali pogovorov, da se je toliko temu dajali pisanj. Kaj ti misliš, v kakšen rezultat gre lahko to? Če se nekaj toliko dolgo verbalizira, če se nekaj toliko dolgo v to spravlja, a vi veste, kakšne napake se to dela. Ne pravim, ja, razumem, pač povej svoje mnenje, zavzem svoje stališče, kakorkoli že, ampak ljudje to potem eno in isto stvar tu. In to jih spravlja stran od njihovih ciljev in načrtov, od življenjskega poslanstva, od tega. Mi moramo iti ven iz tega. Najte način, da pridete ven iz tega. Duhovne telepotovanje duše vam je definitivno pripravljen pomagati. Zdaj, če boste nas uporabljali, karkoli boste uporabljali, sam ful bi rada, da se vrnete v svoje manifestacijske točke. Tako da, definitivno, ja, pa rabimo globje, to, kar si povedala Judita, globje pogovore. Spet rabimo nazaj tisto, razumeš, kar se je včasih sanjali, pa igrali s potencialom, kaj vse, razumeš, dejansko je možno. Zdaj pa tega ni več. Absolutno se rabimo to vrniti. In mi bomo definitivno, to sva z Mihaelom, smo imeli en tak brainstorming, absolutno, midva sva se usedla, konkretno v ponedeljek, ker potem se je končal retrogradni Merkur, midva sva se usedla, jaz sem vzela eno svojo tablico ven, on je vzel računalnik ven in sva rekla, ok, angeli, tako naprej, kako lahko zdaj midva te stvari začneva spreminjati za ljudi. Sva oblikovala čisto nove stvari, niso se še pojavile, bojo se, ala Exclusive Magija skupina, katero boste obveščeni, za obrede, za manifestiranje. Z decembra bomo delali 4 tedne, vsak teden bo 4, kako bo že bo, 4 sveti večeri se bo imenovali čez cel mesec takih aktivacij. Skratka, vse bomo obrnili na glavo. Tako mi, da se to sva že včeraj nekako vse naredila in se bo v teh dneh pojavila, ampak mi vas bomo definitivno držali in smo poslušali, kaj je treba narediti, in tudi Natanjela smo poslušali. In ja, točno, to jaz bi rada nazaj energija, ko je bilo pred letom 2020, ampak ta energija se ne bo vrnila, to si dobro napisala, Maja, se ne bo vrnila sama od sebe. Ne bo se vrnila sama od sebe, ljudje jo rabimo narediti. Kakor smo si to godno naredili, jo bomo rabili postaviti nazaj. S tem, ko bo koronavirus in prej sled ta hudič ne zginil, izumrl, kakorkoli že, sreten mu put v nebesa, kamorkoli že, štekaš, to nič ne pomeni. Ko nekaj fizičnega zgine, je treba energijo še vse nazaj na noge postaviti. Fizična dejanja nič ne pomenijo, če ni zadnji energijskega vzvoda. Tako paste na sebe in paste na to.